hvala za udeležbo na tej novinarski konferenci. Kot predsednik parlamentarne komisije za ugotavljanje zlorab v primeru Franc Kangler in drugi sem dobil sklep Ustavnega sodišča, ki je danes prišel v parlament. In sicer, da je Ustavno sodišče sklenilo, da do dokončne odločitve zadrži izvajanje zakona o parlamentarni preiskavi in poslovnika o parlamentarni preiskavi, kolikor ne vsebujete ustreznih mehanizmov za preprečitev parlamentarnih preiskav, ustanovljenih zaradi ugotavljanja politične odgovornosti državnih tožilcev. S tem pa tudi potem ustanavljajo oziroma zadržujejo delo preiskovalne komisije od točke 1 do vključno 7, ukolikor se nanašajo na delo tožilcev. Lahko rečem, da je danes Ustavno sodišče poslalo jasno sporočilo, da imamo v Sloveniji pravosodno oblast, ki je brez nadzora. To so značilni elementi policijske države. Ustavno sodišče je s tem, ko so zadržali izvajanje parlamentarne preiskave, v konkretnem primeru tudi sporočilo, da imamo dejansko v Sloveniji prvorazredne in pa drugorazredne državljane. Drugorazredne državljane, ki čakajo leta in leta, da uspejo na sodiščih, in pa prvorazredne tožilce, za katere Ustavno sodišče napiše takšno mnenje in pripravi takšen sklep, kot ga potrebujejo, in to v najkrajšem možnem času, tako rekoč čez noč. Danes bi namreč morala biti zaslišana tožilca Niko Pušnik in pa Drago Šketa zvečer. In zanimivo, da je ravno včeraj Ustavno sodišče po hitrem postopku odločilo, da se to zadrži. Lahko rečem, da je mafija zaščitila mafijo in da so pač pravosodni organi pri nas mali bogovi, tisti posvečeni, katere se nič ne sme vprašati in pa kateri nikoli za nič ne odgovarjajo. To je pač nevarna praksa. In očitno imamo policijsko državo, pravosodje brez nadzora in pa nekatere ustavne sodnike, ki ščitijo svoje kolege. Skratka, kot da bi gledal kakšen film o mafiji, delujejo kot mafija. Kar se tiče same odločitve, se je izločil sodnik dr. Čeferin, sodnika Pavčnik in pa dr. Očeto nista bila v sestavi. Za so glasovali dr. Dunja Jadnik Pensa, Špelca Mežnar, dr. Katja Štups in pa dr. Rajko Knez. Proti sta glasovala dr. Jaklič in pa dr. Šorli. Ona dva sta tudi podala ločeno odklonilno mnenje. Sodnik dr. Knez, za katerega pa sem jaz trdno prepričan, da bi zaradi osebnega poznanstva s Francem Kanglerjem moral sam podati predlog oziroma se izločiti iz tega postopka, pa je dal pritrdilno ločeno mnenje. Gospod Šorli dobro tukaj napiše v tem ločenem mnenju, da parlamentarna preiskava politične odgovornosti državnih tožilcev niti ne more ugotavljati, lahko pa ugotavlja politično odgovornost drugih nosilcev javnih funkcij, kolikor so ti posegali v delovanje državnih tožilcev in sodnikov v posameznih zadevah, in točno zato gre pri tej komisiji. Nadalje navajam, gre torej za vprašanje delovanja kazensko-pravnega sistema oziroma njegovih mehanizmov, ki bi morali preprečiti neutemeljene kazenske pregone in sodne postopke. Načelo neodvisnosti in samostojnosti tožilca ne more varovati, kadar dela nezakonito ali če zlorablja svojo funkcijo. In to, kar je bistveno, sodnik Šorli ugotavlja zadržanje izvrševanja parlamentarne preiskave, kolikor je ta usmerjena v ugotavljanje nezakonitosti pri uvedbi in vodenju kazenskega pregona, kadar te dosežejo dimenzije sistemskih odklonov, ogroža pravno varnost. Se pravi, ustavni sodniki, ti 4 našteti, ki so glasovali za, ogrožajo pravno varnost Republike Slovenije in pa delujejo v svojem lastnem interesu oziroma v interesu kolegov z tožilstva in pa tudi kolegov sodišč v prejšnjem primeru. Takšno sodbo je težko spoštovati, potrebno pa jo je upoštevati, kajti za razliko od poslancev koalicije jaz sodbe sodišč upoštevam. Zaradi tega sem danes preklical sejo, ki bi morala biti zvečer, kjer bi morala biti zaslišana ta dva
posvečenca, se pravi gospod Šketa in pa gospod Pušnik, in pa tudi preklical sem sejo za jutri zvečer, kjer bi morala biti zaslišana Boris Marčič in pa Elizabeta Györkös. Seja je preklicana oziroma prestavljena za nedoločen čas, dokler Ustavno sodišče tudi ne bo samo razsodilo v tem primeru. Lahko pa rečem, da sem izredno zaskrbljen nad stanjem pravne države. Očitno imamo v Sloveniji sodnike in pa sodišča, ki nagrajujejo in pa ščitijo zlorabo pravosodja, kot sem že prej dejal, povsem v mafijskem stilu. To bi bil komentar z moje strani, zdaj pa če še kakšno vprašanje. Ja, to je. Ja, če da je procesa. Jaz bi prosila, če mi zdaj poveste, kaj vam pravzaprav ostane še zdaj naprej, kakšni so vaši načrti, sodnikov ne, tožilcev ne, kaj lahko pričakujemo? No, še vedno imamo seznam, dokazni sklep je bil sprejet, imamo seznam, koga vse zaslišati in tisti, ki niso na tem seznamu v funkciji sodnikov in pa v funkciji tožilcev, bodo seveda še naprej zaslišani. Še vedno imamo tukaj kriminaliste, ki so opravljali delo, sumimo, da na nezakonit način. Še vedno imamo tukaj priče, ki niso povezane ne s sodstvom, ne s tožilstvom, ki jih bomo lahko zaslišali, tako da parlamentarna komisija opravlja svoje delo naprej, bo pa verjetno tudi kmalu zaslišan bivši pripadnik službe državne varnosti in pa bivši namestnik direktorja Sove, dr. Janez Žirovnik. Že veste mogoče, kdaj je naslednja seja, če se pravičujem, če že sklicana, pa nisem... Ja, sem ravno prejle podpisal jutra ob 4, ki je bila planirana seja za zaslišanje gospe Györkös, bo seja, kjer bomo se dogovorili o nadaljnjem delu, kjer bomo tudi pač obvestili člane komisije uradno o tem sklepu Ustavnega sodišča in pa kjer bomo sprejeli tudi nekatere dokazne sklepe, več o tem pa potem o sami seji. Dobro, zdaj še vprašam. Nina Marzikar, TV nazadnje, ko ste imeli tiskovno takrat v primeru sodnikov, ste dejali, da v bistvu ne verjamete, da bo za tožilce ista odločitev obveljala, ker pač nima istega statusa kot sodniki, pa se je to zgodilo, ne? Ja, se pravi, presenečen bi bil, če bi bilo drugače, vendarle sem računal glede na to, da so napisali, ne, in da je že bila odločitev Ustavnega sodišča, mislim, da iz leta 93 ali 94, da pač tožilci so del izvršne veje oblasti, se pravi, da oni niso sodna oblast in kolikor sem imel na hiter čas prebrati, žal še ne mnenja dr. Jakliča, ki je na večjih straneh, tudi sodnik Šorli v tem primeru ugotavlja, da so pač del izvršne oblasti in da jih ne gre enačiti s sodniki, da pa je vse skupaj povezano predvsem v smislu ugotavljanja politične odgovornosti tistih, ki so vplivali, da so se dogajalo tudi zlorabe na strani tožilcev in pa sodnikov. Se pravi, ne gre za to, da bi mi zdaj politično odgovornost sodnikov in pa tudi tožilcev iskali. Zaradi tega so tudi dali v ustavno presojo 1. člen Zakona o parlamentarni preiskavi, kajti pravijo, da oni sicer so nosilci javnih funkcij, da ne morejo pa imeti politične odgovornosti. Zanimivo je tudi, da kolegica Jelka Godec je tudi danes dobila kar nekaj zavrnitev, tako da po informacijah, ki jih imamo sedaj, sodišča pospešeno delujejo proti vsem parlamentarnim preiskovalnim komisijam, razen proti Möderndorferju, ki jo že mesece ni sklical, ker nič ne dela, ampak to je pač njegov problem. V glavnem želim povedati, da je tukaj neka čudna praksa postala pri tem, da se deluje proti parlamentarni preiskavi, kajti poslanci delujemo na drugačen način, kot delujejo tožilci, sodniki, policisti. Nas se ne da podkupiti, mi smo dejansko neodvisni in nepristranski, kar se tega tiče, predstavniki tako koalicije kot opozicije v tem državnem zboru in očitno je, da tem, na katere se te preiskovalne komisije nanašajo, predvsem v primeru Franc Kangler in drugi, gredo zelo so za to takšna odločitev. Je pa to seveda ta odločitev v nasprotju s tem, kar je Ustavno sodišče pred recimo 25 leti že ugotovilo. Tako da se pravi, moramo počakati. Napisali so, da bojo absolutno prednostno obravnavali tudi to zadevo glede tožilcev, glede končne sodbe. Je pa že to, kar je gospa
Vrtovec vprašala oziroma povedala. Ne? Konec koncev je zadeva takšna, da poročilo bo pripravljeno v tem primeru in če bomo odprli potem še kakšen primer, ne glede na to, ali bodo sodniki pa tožilci sodelovali oziroma če bo, ne glede na to, ali bodo smeli sodelovati na sodbo Ustavnega sodišča ali ne, če je parlamentarna preiskovalna komisija bila ustanovljena, potem je logično, da pač tudi mora svoje delo zaključiti, pa nazadnje smo zato tukaj. Še kdo? Hvala. Hvala, še dan.